pozdravljeni. Jaz sem zelo vesela, da ste se odzvali v takem velikem številu in predvidevam, da ste nekateri že bili na prejšnjem dogodku, na katerem smo se pogovarjali o zasneženi prvi dni placebo sledi. Tisti pa, ki še niste bili, bom ikrat naredila en majčken povzetek. Najprej njegovo prvo knjigo, potem bomo pa nadaljevali z novo knjigo. Če se spomnite, placebo ste vi, je itak bila lani, mislim, ko je šla, to je bilo noro, se mi zdi, da so sam čakali, da izide ta knjiga, ker se tako hitro razširil glas, in v bistvu vrednost knjige ravno v tem, ker je noter ogromno enih resnično pravih znanstvenih raziskav in preverjenih primerov, s katerimi v bistvu dispenza na nek način potrjuje duhovno pravstvo ljudi, ki jo izvajajo, ne vem, 1000 let nazaj in v bistvu s pomočjo teh znanstvenih primerih, ki so jih zdaj v bistvu uresničili, se tudi obujajo nekatere prakse, ker ti dokazujejo, da dejansko te stvari absolutno delujejo. Placebo je v bistvu knjiga, ki nam na nek način da znanje, nam v bistvu pove, kako učinkuje placebo na naše možgane, na naše telo. Tako da v bistvu je to en zelo dober uvod v teoretični del in v bistvu eno tako širino, ki nam je da skozi kvantni pogled v to, kaj se pravzaprav res dogaja na tistih najbolj atomskih oziroma subatomski ravni. Ampak glede na to, da živimo pač v času, ko ni več dovolj, da samo dobimo informacije, kajti smo v informacijski dobi in smo absolutno oblegani z informacijami, ki nam prihajajo z vseh možnih koncev, ampak kar nekako v bistvu smo že kar malo otopeli, ker informacijo zaznamo, gre skozi nas in potem pač izveni. Neke trajne spremembe se nam ne zgodijo, zaradi tega, ker pač enostavno niti več ne ložimo v bistvu, katere informacije, na kakšen način v bistvu tudi sprejeta. Naj ne bi se ravnali v tem, kar nam drugi govorijo, ampak naj bi tudi našli neko svojo lastno pot in naj bi vse, kar slišimo, kar doživimo, v bistvu samo na vdih za tist ključ, ki je znotraj nas. Torej, toliko placebo, torej dejansko na vprašanje, ki ga odbira knjiga Placebo sledi, zdaj kako spremeniti resničnost, v kateri živimo, dispensa odgovarja, da s pomočjo knjige odvajate tudi to, kar ste. Zanima me, ne vem, kako vam se sliši ta naslov, ker je bilo kar zanimivih nekaj komentarjev vezano na naslov te knjige. Mogoče se vam čudno sliši, če rečemo, odvajate se biti to, kar ste. Tudi je bil zanimiv komentar zadnjič na socialnih mrežah, da nekdo komentiral, kako naj se odvadam biti to, kar sem, a ni cilj v tem, da to, kar sem, zakaj bi postajal nekdo drugi. In ja, to je absolutno odlično vprašanje, ampak jaz se bom pa zdaj nekaj drugega vprašala. Če so vse naše predstave o tem, kdo smo mi, posledice naših preteklih izkušenj, naših prepričanj, naših zaznav, naših čustev, ki so del preteklosti, ki če skozi vse te filtre mi v bistvu definiramo sebe danes, taki, kot smo, in to v bistvu nam povzroča tudi neke neprijetne občutke, življenje, v katerem nismo najbolj srečni, potem je dejansko potrebno odvaditi se tega, kar smo do zdaj bili. To pomeni, da v bistvu moramo preseči vsa ta prepričanja, vse te izkušnje, ki smo imeli, dvigati se nad to, da bi lahko doživeli nekaj novega in začeli ustvarjati novo resničnost, ker drugače vedno znova poustvarjamo vedno enake izkušnje in se vrtimo v bistvu začarano krogu celo življenja. Da bi sploh začeli to popotovanje v spreminjanje resničnosti, je pač potrebna tudi ta mala šola kvantne fizike, s katero nas dispenza v knjigi ne obremeni preveč, ker je on vsem znanstveni raziskovalec, v bistvu znanje ima ogromno, ampak vse te neke osnove je resnično potrebno razumeti, ker če izhajamo iz tega, da gre za stroko, potem moramo razumeti, na čem stroka v bistvu temelji, iz česa izhaja, da bi razumeli ozadje tega, kar smo mi potem sposobni dejansko skozi meditacijo, skozi neke nove misli, neke nove izkušnje tudi uresničevati. In ta kvantna fizika, torej ta mala šola kvantne fizike, govori o tem, da za začetek, da atomi, ki so gradniki vsega, v bistvu so večinoma prazen prostor.
oziroma sploh niso materija, ampak so bolj energija kot materija. Pojavljajo se kot energija, torej iz delca se na subatomski ravni se v bistvu ta atom skozi spreminja iz energije v materijo. Potem se tukaj porodi eno zelo zanimivo vprašanje, kaj je potem bolj resnično. Ali bolj resnično energija ali materija, ker materije brez energije ni. To je en vidik. O kvantni fiziki so ugotovili še eno zelo zanimivo stvar. Ljudje, ki so znanstveniki, ki so merali najbolj drobcene dele atomov, so ugotovili, da dejansko lahko določajo položaj atoma, kjer se bo pojavil, oziroma teh najbolj drobcenih delov, že s tem, ko opazujejo položaj, na katerem bi se pojavil. Ko opazovalec oziroma ko človek, znanstvenik, ki meri delce, usmeri svojo pozornost v določeno točko, se potem pojavi atom v obliki materije. Do takrat ga ni. Če prevedemo zdaj to v bistvu na vsakdanje življenje, bi bilo vprašanje naslednje. Ali smo mi sposobni tudi bolj opazovati želeno življenje? Kajti, če se atomi na subatomski ravni na ta način obnašajo, da se pojavljajo vsakič, ko jih opazovalec opazuje, to pomeni, in če atom kratnik vsega, potem imamo mi tudi sposobnost vsakdanje življenje preprosto opazati ali pa si zvizualizirati oziroma doživljati nekaj, kar do zdaj nismo, ker ta potencial obstaja v tem kvantnem polju. Tukaj še ena stvar, če bi mi resnično verjeli, da naše misli imajo vpliv na našo resničnost, potem bi mi dejansko ves dan, ves čas se ukvarjali samo s tem, da bi razmišljali o stvareh, ki si jih želimo, ne pa o stvareh, ki si jih ne želimo. Tako da nešto premislite o tem, v bistvu, čeprav se nam mogoče tak, če se vprašamo, da se govorimo, jaz seveda, da se želim, da bi pač živel drugačno življenje, želim si tega in unega, ampak v bistvu vse naše telo, vse, kar se nam dogaja v telesu, je čisto kontra telo, zaradi tega, ker je pač podvrženo prejšnjim dogodkom, prejšnjim izkušnjam, prejšnjim zaznavam. Ko mi obladamo in ko ponotranjimo v bistvu te nove znanstvene paradigme, postanemo sicer tudi mali znanstveniki in mistiki obene, ker takrat imamo resnično tisto čarovno palico znotraj sebe, s katero lahko čaramo nove resničnosti. In porazi še eno vprašanje, da ko se veliko se pogovarjamo z različnimi ljudmi, ki o podobnih tematikah tudi govorijo, in je vedno nek strah od zadnji, ali je mogoče prav, da ljudje vedo, kakšne zaklade mi nosimo, zaradi tega, ker če nekdo pozna, v bistvu, kako stvari funkcionirajo, tudi že na tej subatomski ravni, pa bolj tudi v bistvu tako v življenju, v vsakdanjem življenju, potem lahko prikliče razne dogodke, razne izkušnje, ki mogoče tudi nekomu niso prav, to se pravi, lahko zlorabi, lahko zlorabi to moč in zato je tukaj zelo velik poudarek tudi na tem, da se zavedamo, da smo v tem kvantnem polju, ker smo čisti energijski potenciali pravzaprav vsi povezani. In vse, kar v bistvu mi ustvarjamo na novo, ustvarjamo in vedno iskamo iz te predispozicije, da delamo v naše najvišje dobro in najvišje dobro vseh upletenih. Torej, ne ustvarjamo resničnosti zato, da bi nekomu škodovali, ali da bi nekomu kakšno zlo nanesli, da bi sebe dvignili, ker ti ta bumerang se nam bo zelo hiter vrnil nazaj, tako da bomo deležni vsega tega, kar smo drugim pričali. Tako da tukaj res poudarek na tem, da kadar delamo take stvari, kot vadimo, ker tukaj je zelo pomembna unska vadba, vedno izhajamo iz tega, da se prikličemo tisto, v bistvu, mogoče še to, jaz sem si tako postavila vprašanje, kakšen planetu sploh želimo živeti, ali želimo živeti na planetu, ker je dejansko srčni ljudje, ker je ljubezen prisotna, ker si pomagamo, ker se podpiramo, ali želimo sovražen sveta za sebe in za svoje otroke. Tako da v bistvu vedno nekako izhajamo iz tega, da to, kar si želimo za sebe, da si želimo tudi za svoje bližnje in za vse ljudi, ki nas okrožajo in s kateri imamo interakcijo. To se mi zdi zelo pomembno poudariti in zato v bistvu je tudi ta rek zelo pomemben, kar storimo drugim, naredimo tudi sebi. Dispenza zelo lepo opredeli v bistvu, kaj je sploh misel, oziroma na kakšen način deluje misel in na kakšen način deluje
oziroma kakšno vlogo ima čustvo pri ustvarjanju nove resničnosti. In zamisli pravi, da v bistvu delujejo kot električni naboj, čustva pa kot magnetni naboj, to se pravi misel, vedno gre vse od misli naše. Naša misel sproži ta signal in na ta signal se odzove čustvo, se odzove telo. In ko se telo odzove, ki ima ta magnetni naboj, takrat se v bistvu v naše življenje zgodi, oziroma s tem potem pritegnemo neko novo izkušnjo, oziroma pač glede na to, kaj čutimo, točno to pritegnemo v svoje življenje. Ta povezanost med misli in čustja po v bistvu dela naše stanje duha, oziroma to je naš elektromagnetni podpis. Zdaj so to taki spet malo vrtni izrazi, ampak je vse skupaj zelo preprosto. Zelo zanimiv pogled sem imela tudi recimo v to, kako mi imamo o sebi določeno mnenje in se sami sebi zdimo, da smo krasni, čudoviti, da smo dobri, da smo, ne vem, vredni, ne vem kaj, a v resnici nas okolica zaznava na popolnoma drugačen način. Vsak za sebe verjame in se doživlja kot dobrega človeka v osnovi. Vse se soočamo z raznimi čustvi, ko smo slabe vole, ko smo ujesi v strahu, ampak načeloma se vsi doživljamo, kot da smo fajn, da smo super, da smo v bistvu tako res zaželeni. Ampak ta naš elektromagnetni podpis, torej ta naša usklajenost misli in čustev, pa mogoče okolica drugače zaznava. In nas istočasno, ko mi sebe doživljamo kot super ljudi, nas okolica lahko zaznava kot težake, kot zagrenjene ljudi, kot ljudi, ki skozi, ne vem, pač take neprijetne stvari govorijo in se pač raje nam izogibajo. Tako da v bistvu to stanje duha, torej to vibracijo ali pa to, kar mi oddajamo v okolico in rezultat našega stanja duha, oziroma usklajenosti misli in čustev. Tudi zelo zanimiva primerjava je recimo, zakaj se recimo ne zgodijo stvari samo zato, ker ta New Age-ovski pristop. Jaz sem super, ne vem, super se počutim, super zgledam, super, a v resnici tega ne občutimo. In potem v bistvu smo v še večji razkol, ker ustvarjamo napetost, ker želimo si nekaj, a tega v resnici ne občutimo in ne verjamemo. In v bistvu še hujša zgodba potem se v nas dogaja. To se pravi, ne vem, naprimer, želimo si, ne vem, ljubečega partnerja, ki nas bo podpiral, brezpogojno sprejemo, ljubo, crklavo in tako naprej. A v resnici, zaradi vseh mojih preteklih izkušenj, si jaz globoko v sebi, oziroma ne, da jaz slučajno, ampak to moje telo pozna, tega preprosto ne verjame. Ne verjame, da se zaslužim ljubečega partnerja, ne verjame, da sem tega sploh vredna, da se mi bo to sploh kdajkoli zgodilo. In kadar naše misli želijo nekaj, čustva pa nam tega ne pritrjujejo, potem se ta kvantno polje v bistvu ne odziva oziroma dobiva zelo različne signale. In v bistvu ne ve, kaj je zdaj. Ker naše telo, sicer to bom tudi pol naprej razlagala, naše telo v bistvu je vedno opazuje, kaj možgani mislijo. Torej, to, kar možgani mislijo, telo hoče potrditi s čustvom. In če mi v bistvu eno mislimo, občutimo drugo, ker smo ujeti v preteklosti, potem pač se ne bo nič spremenilo. Zato ni dovolj samo to, da se mi na miselni ravni želimo neke novosti, želimo novo resničnost, ampak je potrebno dejansko doživeti izkušnjo v celoti, znotraj telesa. Za izkušnjo rečemo, da je izkušnja takrat, ko se v telesi, ko jo občutimo v telesu, ker ko jo začutimo v telesu, takrat se porodi čustvo in tu je tisti program, ki se ga potem telo zapomni. No in to je ta koherentnost. Torej, kadar imamo usklajene misli in čustva, potem imamo v bistvu koherentnost vzpostavljeno v telesu in to Dispenza tako zelo poudarja, koliko je pomembno v bistvu uskladiti misli in čustva, zaradi tega, ker je potem tudi ta kemični proces v koktejl, ki se nam ustvarja ob tem, delovanju možganov in čustva v bistvu za nas najbolj optimalen. Smo v balansu, in takrat smo tudi zdravi, smo bolj odločamo, bolj trezno razmišljamo in tudi potem drugače čutimo, ker imamo drugačne, bolj sveže in radostne misli. Torej, koherentnost misli in čustev pa seveda najbolj dosežemo skozi meditacijo. Takrat tam se usklajujejo vse ti procesi.
Še ena stvar, v bistvu, ki je zelo pomembna pri spreminjanju različnosti, je tudi ta, da absolutno moramo zgubiti nadzor na tem, kako se bo nekaj zgodilo. Kajti, če mi izhajamo iz tega, da točno določamo, kaj hočemo, da se zgodi, pomeni, da imamo blazno kontrolo oziroma izhajamo iz tega, kar mi že poznamo, torej spet smo v preteklosti, ker to, kar mi poznamo, izhaja iz naših preteklih izkušenj, tega smo se naučili. In če iz te točke izhajamo, potem v bistvu smo spet v preteklosti in ne moramo ustvariti nekaj novega. Zato dejansko v bistvu moramo zaupati, se prepustiti, vso to čustveno navlako, ki jo vlečemo samo iz preteklosti, spustiti in potem je življenje veliko lažje. Čeprav ta občutek nadzora, mislim, da imamo vsi, zaradi tega, ker pač so različne situacije v življenju, ampak v resnici tudi sama to opažam pri sebi, ko gre za kakšne projekte ali pa ne vem, znam zdaj zelo hitro to prepoznati in potem nekaj veliko lepše živeti, ko nimamo te potrebe, da bi nadzorovali, kako in na kakšen način se nam bo nekaj uresničilo. Hvaležnost. Kdaj smo hvaležni? Hvaležni smo takrat, ko se nekaj lepega zgodi. In če smo sposobni občutiti hvaležnost pred izkušnjo, ki se nam zgodi, potem v bistvu mi na nek način priznavamo obstoj te resničnosti oziroma tega potencijala v kvantnem polju, ki čaka, da se uresniča. To se pravi, da mi dejansko prepričamo svoje možgane, svoj tukaj dejansko neuroznanost je naši um in možgane. Torej, če se prepričamo, da smo nekaj že doživeli, potem bomo občutili hvaležnost. Tako da, če vadimo ta občutek hvaležnosti za nekaj, ali smo sposobni občutiti hvaležnost za nekaj, kar se še ni manifestiralo, je pa absolutno potencial. Kadar se to zgodi, kadar ta občutek, ko doživimo v telesu, se že začnejo dogajati čudeži. 4 stopnje spreminjanja možganov so v bistvu da najprej v bistvu pridobimo znanje, potem v bistvu dajemo navodila telesu, to se pravi, kakšne misli bomo ustvarjali, tako se bo naše telo odzivalo, ker naše telo ves čas spremlja možgane, kaj razmišlja in potem skozi vse te biokemične procese, ki se dogajajo v našem telesu, telo in možgane komunicirajo in telo ves čas pošilja signal možganom, čutim to, kar razmišljaš in da je mi še, ker telo hoče upraviti svojo funkcijo. Potem je namenjanje pozornosti, sem šla večkrat naprej, namenjanje pozornosti je 3. stopnja, to se pravi, da dejansko vadimo to, ker z vadbo dejansko mi ustvarjamo nove nevronske povezave v svojih možganih, opuščamo stare in v bistvu tukaj je bolj ta sprememba, ki se nam zgodi. Zdaj sem se spomnila, da dejansko, če celo življenje na enak način razmišljamo, se vedno in ene in iste nevronske povezave vzpostavljajo v naših možganih. Ko pa začnemo mi zavestno prenašati nove misli in se ustvarjati v svoji glavi, se začnejo nove nevronske povezave vzpostavljati in z ponavljanjem, tako kot se uči otrok, novo osnovno v šoli ali pa jaz berem novo knjigo, večkrat v bistvu o tem se pogovarjaš ali pa razmišljaš ali pa prakticiraš, v bistvu s tem ponavljanjem ti dejansko utrdiš te nove nevronske povezave in to v bistvu tudi nov na nek način, in ni več stari ampak je novi In še ena fora, to sem se zdaj tudi spomnila, ker se mi zdi tudi wow odkritja, ta naš avtopilot, nezavedni del nas, ki ga je 95%, lahko funkcionira in nas upravlja in usmerja. Ampak če mi zavestno pripeljamo misel v ta sprednji del, to se pravi naša zavest, potem se lahko, podzavestni program se lahko izniči. Tako so pač možgani zastavljeni. Tako da mi v bistvu imamo res ta zaklad zavest, da lahko zavestno prenašamo stvari v svoje možgane, o katerih želimo premišljati. Velika trojica je tista, ki jo v bistvu moramo preseči, da bi obvladali spreminjanje resničnosti. In najprej je potrebno, najprej, pač lahko tudi druge vrste veliko, ampak ena od stvari, ki zelo vpliva na nas, je naše okolje. V bistvu problem je v tem, ker mi več ali manj živimo zelo tako rutinsko, se mi zdi, da smo čedalje bolj temu podvrženi, sploh v tem sistemu, ko je tehnologija pač
v ekspanziji, in vse bolj prisotna v naši družbi, kar v bistvu niti ni nujno samo po sebi slabo je to, kako mi potem se odzivamo na to in kako si dovolimo, da v bistvu nas na nek način podreja in da v bistvu čakamo samo, kdaj bomo reagirali na državljanje zunanjega okolja, da zadovoljimo potrebe sistema, da zadovoljimo potrebe okolja in potem, ne vem, či izvomljeni se vržemo na kavč in zaspimo. Tako da v bistvu kadar se mi enačimo z okoljem, v bistvu naši možgani se zlijejo z okoljem in smo postanjeno otopeli, o tem so se tudi prej pogovarjali, otopeli nič ne čutimo, ampak samo izvršujemo naloge. In vedno znova ustvarjamo seveda enake izkušnje, ker smo v enem in istem začaranem krogu. Ta nezavedni del nas, oziroma ta pilota, v končni fazi je tudi v osnovi ok. A veste, ogromno enih procesov se v bistvu dogaja v nas že po defaultu. To, da mi v bistvu rabimo vdihan zraka, ne rabimo razmišljati o tem. Mi dihamo, tako. Kadar gremo na stranišče, tudi ne rabimo zdaj razmišljati o tem, da bomo šli, ne bomo šli, ker pač ustanemo in naredimo. To se pravi, ene stvari imamo mi še tako v bistvu avtomatizirane. In to je v bistvu nek ta preživitveni del v bistvu zelo olajša na nek način. Ampak problem pa postane, ko mi dejansko iz tega izhajamo vsak dan v življenju. In potem, ne vem, se je kdaj zgodilo, da ste potovali od točke A do točke B, pa ste vozili, pa ste prišli na točko B, pa sploh ne veste, kak ste prišli tam. Se vam je zgodilo to. Ali recimo, ne vem, da tipkate telefonsko številko, nekdo vas vpraša za telefonsko številko, ne znate jo povedati, ampak ko vam ta telefon, jo boste potipkali. No, tukaj je dokaz, recimo, tudi, kako se telo zapomni. Mi smo tokrat ponovili določeno operacijo, da se je naše telo zapomnilo to. In čeprav mi o tem ne razmišljamo, torej naš zavestni del je to čisto odmislil, naše telo ve. In v bistvu lahko ene stvari popolnoma prepustimo temu avtopilotu, da nas, čeprav to ni varno, da ne vemo, kako priti v točke A, do točke B, to samo za ilustracijo, da vidite v bistvu, kako lahko telo nadzoruje in nas usmerja, kako prevzame vlogo uma, kako v bistvu služabnik postane gospodar, bi rekel, In zdaj v bistvu, kako zdaj ustvariti to novo okolje? To se pravi zavedanje, da okolje ima zelo močen vpliv na nas, je že prvi korak, ki se ga moramo v bistvu zavedati, prva stvar, ki se moramo zavedati, zato, da potem v bistvu zavestno izhajamo iz te neke rutine in mic po mic, ne vem, s takimi preprostimi stvarmi od tega, da se zjutraj zbudimo, kako gremo kavo spiti, jo spijemo na drugačen način, mogoče čaj spijemo, gremo po drugi poti v službo, ampak nekaj zavestno novega prenesemo v tisto rutino, ki jo vsak dan znova podoživljamo, zato, da naredimo prostor neki novi misli, mogoče nekem novem navdihu ali pa neki novi izkušnji, ki nas bo potem navdihana in nas bo pripeljala v neko drugo resničnost. In najbolj zabavno pri vsem tem, da to v bistvu ni nič napornega, da je to čudovito. Zdaj se pa predstavljate, da vi v bistvu vse, kar morate početi, je to, da idealizirate podobo sebe. Da zamišljate sebe v najboljši možni različici. In to je v bistvu tako, jaz sem se spomnila, zdaj ko sem o tem predstavljala, kako smo kot otroci, ne vem, se spomnite, da smo se, ne vem, tako uživali v kakšne vloge nekih pevk, ki sem bila Madonna in sem pela tako, čeprav nisem sploh znala angliško, ampak sem bila Madonna, ki sem bila čist telesom, z mislimi, z vsem sem bila v njeni vlogi. In prav obujam spomin na te občutke, ker takrat vem, da je bilo ta usklajenost misli in čustev. Čeprav se nisem postala Madonna, ker nisem se s tem na ta način ukvarjala, to je bilo pač preživljanje prostega časa, ampak resnično je to to. Torej, idealizirati svojo podobo, predstavljati si sebe kot nekaj najboljšega in tudi v bistvu slediti in ljudi iskati, ki vas navdihujejo, ki so vam vzor. Torej, dajmo se ozirati in ukvarjati s tistimi, ki nas navdihujejo, ki nam lahko neko novo, ne vem, nek nov vid dajo, nekaj lepšega, nekaj, kar še nismo doživeli. Na ta način lahko dejansko ustvarimo neko novo okolje, v katerem se bodo začeli dogajati druge stvari. Za primer, recimo tudi, kako občutiti resničnost, ki še ni materializirana, Dispenza v knjigi navaja tudi velikane zgodovinske, od Mahatma Gandhija, Ivane Orleanske, tako cel kup ljudi omenja. Kot primer, v bistvu, kako
kako so oni dejansko živeli popolnoma v skladu s tistem, kar so verjeli, ne glede na to, kaj se je dogajalo okrog njih. Mahatma Gandhi je v bistvu tako živel, ne vem, okrog njega se sorte stvari dogajalo in tudi njemu se je dogajalo, ampak on je bil to v tej zgodbi, v kateri je v bistvu dejansko bil živi primer sočutja, ljubezni in te neke ponižnosti, ne v slabem pomenu, da preprosto se ni oziral na zunanje okolja. Če bi se, bi ga itak, dejansko se je s tem, ko je presegel vpliv okolja, dokazal, da v bistvu je lahko živiš v popolnoma druge resničnosti, čeprav te čisto nekaj drugega okroža. In v njihovih primerih se je dogajalo to, da so možganja dejansko bili pred okoljem. Tako ko smo se prej pogovarjali, da ta avtopilota, ki nas vodi skozi življenja, v bistvu je tisti, ki ni naravno premišljevati, ampak se zgodi še preden sploh mi dojamemo, se že skomunicira med telesom in možganji in že eno stvar naredimo. Tako tudi tukaj, oni dejansko živijo v popolnoma nekem drugem okolju, ki nima veze s tistem, kar se okrog njega dogaja. Naslednja stvar, presesti vpliv telesa. Zdaj, tako kot smo prej že povedala, dejansko naše telo ves čas spremlja, kaj možgani razmišljajo. In recimo, če se spomnimo, če se spomnimo neke pretekle izkušnje, ki nam povzroči neko neprijetno čustvo, se potem možgani takoj odzove, oziroma telo se odzove in ustvari določene koktejle, ta kemični koktejl, o katerem sem prej govorila, in na ta način sporoča možganom, da v bistvu ta stvar je podprta. Zdaj, v bistvu, dejansko je tudi pomembno, da se zavedamo, da mi postanemo odvisni od teh kemičnih procesov, ki se dogajajo v našem telesu. Ker tudi, če se ne počutimo prijetno, ko doživljamo določena čustva vedno znova, smo na njih navajeni. In v bistvu se tam počutimo varne, ker tam lahko predvidevamo, kaj nas čaka, kaj se bo zgodilo. In v bistvu, čeprav nismo najbolj srečni, ostajamo v tem zaradi tega, ker pač smo na to navajeni, to nam je domače, to je naša poslovna obdobja. Če pa smo dost pogumni, da se rečemo, da ja, ok, se to je res fino, ko se v svojim obdobju ne rabaš več na novo, potem lahko v bistvu dejansko se z našo odločitvijo, z našo namero, s skovadbo in s vsemi temi orodji, ki jih tudi dispenza podaja, dejansko dvignemo na telo in v bistvu presežemo telo kot ker v tem primeru nas telo vlada kot Tako, kot smo rekli prej, pozitivno razmišljanje samo po sebi nikoli ne učinkuje, torej ni dovolj, da mi samo premišljujemo o nečem, kar bi si želeli, ampak moramo tudi na telesu občutati. Možgani oziroma misli so jezik možganov, čustva so pa jezik telesa. In to dvoje je vedno povezano. Zelo zanimiva stvar je tudi stres, ki ima zelo močen vpliv na nas. Zdaj, v teh znanstvenih krogih stres definirajo kot stanje, v katerem mi imamo zelo, ko nismo v tem kemičnem ravnovesju, govorim zdaj čisto na tej kemični osnovi. To se pravi, ko nimamo usklajene in koherentne procese, smo potem v bistvu spodvrženi nekaterim hormonom in substancam v telesu, ki se ustvarjajo takrat, kar je za nas škodljivo, na dolgi rok absolutno. In stres v bistvu je pa, obstaja dve vrsti, in ta preživitveni del, ki v bistvu imamo zato, da se ohranjamo zelo pri življenju, in potem je še en drug del, ki mu rečemo ustvarjanje. Zdaj, razlika med nami, ki smo zavestna bitja, pa med živalmi, ki niso zavestna bitja, je zelo velika z vidika stresa. Zakaj? Recimo srna. Srna je pač v gozdu, se pač hrani in potem, ne vem, pride plenilca, in srna seveda takrat se vklopijo vse te hormoni, ki pomagajo za to, da zbeži, da se ohrani pri življenju, tako kot se tudi pri nas, in srna zbeži, vse da od sebe in uspe. In potem, ko mine nevarnost, bo srna se pasla lepo naprej, ne bo ona razmišljala o tem, kako je grozno tistvo, ko je napadil, pa kaj je naredil, pa kako je čisti
izbiro, niti ne razmišlja o tem, da bo, ne vem, čez 5 minut prišla neka nova živalka bo napadla. Torej, žival se zelo hitro lahko spet vrne nazaj v neko ravnovesje. Pri nas je pa drugače. Pri nas pa doživimo izkušnjo, pa o njej prebrevamo, pa razmišljamo, pa se pogovarjamo, pa se spominjamo, pa se zgodi nek sprožilec iz zunanjega okolja, ki nam obudi vse te spomine, tako da mi v bistvu vsakič, ko mislimo na nekaj neprijetnega, na neko traumatično izkušnjo, se ustvarjajo te procesi. Torej, mi dejansko ne rabimo zdaj bežati pred volkom ali se boriti ne vem s kom, zato da se pač dokažemo, da smo sposobni preživeti, ampak mi smo izven balansa vsakič, ko premišljujemo o teh stvareh. Tako da vsakič, ko se nam to dogaja, se ta kemija dogaja v našem telesu in telo kot tako seveda ne more na dolgi rok delovati kot takimi kemičnimi procesi in to nas prej ali slej vrže, ne vem, ali neko bolezen, ali imunski sistem pade, skratka, manifestira se to lahko na 1001 načina. In zato pravim, v bistvu, da vse to, kar se nam dogaja, je v bistvu odlično, da se nam zaradi tega, ker potem lahko, če ne že prej zadlesno, potem lahko takrat prepoznamo sporočilo in ugotovimo, da mogoče pa res ne živimo čistko, kakor bi si želeli. In da je čas, da pač gremo spoznavati, kaj so tiste stvari, ki nas ne podpirajo, da pač nekaj drugega se prikličamo. Tako da dejansko stresu smo kar podvrženi, moramo to v bistvu ozavestiti. Ok, tretja stvar, ki je potrebna, da jo presežemo, ko gre za ustvarjanje nove resničnosti, je čas. Zdaj ta sedanji trenutek, to dejansko vsi o njem govorimo, kaj zdaj to pomeni biti zdaj. Pa verjetno tudi vsi, jaz sem zdaj, sem čist tlava, da je to, ampak dejansko biti navzoč v sedanjem trenutku, in to je zdaj zelo popularno, vsi o tem govorimo, pomeni tudi, da smo navzoči v določenem trenutku umsko in telesno. To se pravi, če mi dejansko, če se jaz zdaj z vami pogovarjam, zdaj se tudi božno, ampak če bi jaz recimo zdaj bila že toliko, da lahko jaz po pilotu razlagam in premišljujem v resnici od zadnji čisto nekaj drugega ali pa podoživljam čisto neka druga čustva, jaz nisem v sedanjem trenutku. Zaradi tega, ker sem v preteklosti, moje telo je v preteklosti. Če se spominjam ene stvari, ki se mi je prej zgodila, me na nekaj asocira zdaj, bodi si, da premišljujem o nekih stvareh, ki pač nimajo veze zdaj s tem, kar se zdaj dogaja. V končni fazi kvantni vidik tega, da vse, v kvantnem polju ni tega linearnega časa. Tam vse obstaja istočasno. Tako da dejansko ta materija, ta osnovna resničnost se lahko kadarkoli manifestira in nima veze z tem našim linearnim dojemanjem časa. Kot pri nas v tem življenju, fizičnem obstoju, dejansko imamo preteklost, imamo prihodnost in imamo sedanjost, je pač ta linearnost. In to v bistvu nam pomaga razumeti, kdaj mi smo v sedanjosti, ker če razmišljamo o preteklosti, smo v preteklosti, če razmišljamo o prihodnosti, mi smo zelo, zelo redko navzoči v sedanjem trenutku. Biti navzoči v sedanjem trenutku je predvsem komunicirati telesno in čustveno in v tistem momentu ustvarjati. To je v bistvu tisti moment, ker v vsakem trenutku, kada smo navzoči, lahko ustvarimo, ker imamo to možnost izbire, opazovanja in odločanja. To je pač ta naša zavezna mogoča. Zelo pomembno je recimo tudi vedeti, kako se določene stvari okrepijo v smislu, torej v bistvu tako je, kaže razlika med razpoloženjem, značajem pa osebnostjo. Če mi podoživljamo določene občutke, če smo, ne vem, nekaj časa, se ne počutimo dobro, če je naše razpoloženje negativno, pa se potem hitro vrnemo nazaj, ker seveda občutiti neprijetno čustva ni nič slabega, zadrževati se v njih predolgo, to pa potem ni dobro. Torej, če mi smo razpoloženi, če smo v določenem razpoloženju dlje časa, če to ni nek trenutni pojav, potem se to spremeni v bistvu in postane naš značaj.
Če pa spet to občutenje traja, ne vem, več mesecev ali pa let, potem je pa to že naša osebnost. In to je potem tisti elektromagnetni podpis, mislim, v sebi izurli v neko osebnost, ki je ustvarjena na podlagi predolgega čutenja nekega občutka. Zato v bistvu, če se prepoznamo, da smo zagrenjeni, da smo ves čas v nekem strahu, da smo ves čas v neki paniki, da smo ves čas v nekih neprijetnih čustvih, potem ne moramo pričakovati, da bomo pokazali pozitivno osebnost. No, prej sem razlagala te spomini. Mi v bistvu lahko, torej nismo navzoči v sedanjem trenutku takrat, kadar v bistvu se spominjamo nekih preteklih izkušenj in nam potem misli vhajajo na tisto, kar se nam je zgodilo in nam to v bistvu prebudi spomin telesni, da začne proizvajati to kemijo, o kateri smo govorili. To je, da se pravi, vpliv v preteklosti. Lahko pa tudi zaradi preteklosti, ker smo imeli pač same slabe izkušnje, na nek način tudi pričakujemo neželeno ali pa v bistvu predvidljivo prihodnost. To se pravi, če jaz smatram, da sem pač, ne vem, da si ne zaslužam možga življenja, ker pač tega nisem izpol izkusna in si pač oddam usode in rečem, ja, to je pač moja usoda, jaz ne morem drugače, tako sem se rodila. Potem seveda, če na tak način razmišljam in to dejansko občutim in to je moja resnica, to je tisto, kar sem jaz zdaj, ne morem potem pač v prihodnosti, oziroma ne morem biti sploh v trenutku zdaj, zaradi tega, ker se ukvarjam s tem, kar bo grozno, tudi tisto, kar bo prišlo v prihodnosti. Tako da dejansko ta navzočnost v sedanjem trenutku pomeni, da sodelujemo v trenutku z umom, z možgani, z mislimi in z našimi čustvi, da smo popolnoma pri stvari. In to je tudi, seveda, to se tudi vadi. Zdaj, ni od danes do jutri. To se pravi, ko zdaj na tej umski in čustveni ravni dojamemo v bistvu, kako dejansko se gradi ta resničnost, kako funkcionira, se to v končni fazi tudi zakon privlačnosti na strokoven način v bistvu napisana, torej dojamemo te procese, kako se odvijajo na tisti subatomski ravni do potem materije, za katero se zdaj tudi postavilo vprašanje, ali verjamete, da so ta tla, na kateri stojimo trdna. Tak se zdi, ampak če pa gremo se poglobiti, vidimo, da ni to tako. No, glavno, ko torej dojamemo vse to, da moramo preseči te vplive, da bi lahko pač ustvarjali na novo, potem je naslednji korak meditacija. Za meditacijo pa Dispenza tako pravi, če mi v bistvu, mi ne moramo zgolfati kvantnega pola, vesolja in v bistvu se tako povezovati, pa reči, jaz sem bil tam. Ne, nisi bil tam zaradi tega, ker če si bil tam, bi potem tvoj osebni podpis bil popolnoma drugačen, bi človeka popolnoma drugače zaznalo. Torej, če mi vstopamo v ta proces kot nekdo, z nekimi predstavami o tem, kdo smo mi, kaj nas definira, potem vstopamo spet iz onega, kar nam je še znano. In pa nimamo šanse, da ustvarimo nekaj novega, ker v bistvu smo spet tam, ker smo bili že prej. In Dispenza v bistvu govori, da dejansko moramo v ta proces, ko gremo tudi v meditacijo, to nam končno tudi meditacija pri tem pomaga, postati moramo nihče. Preprosto moramo razblinati vse te predstave o tem, kdo smo, kaj smo, ker to je v bistvu, zdaj se že ponavljamo, ampak resnično, vse tudi Dispenza se ponavlja, zato da pač se to je tudi eden od teh stopenj za spreminjanje možganov, ponavljanje, da se nam usede. Torej, če opustimo vse te predstave o tem, kdo smo, kaj smo, potem lahko v bistvu izbiramo v kvantnem polu, kar hočemo biti. Če pa vlačimo vse tisto svojo navlako iz preteklosti, pač ne moramo se usloviti bogoslavno. Tako da lahko se odločamo med tem, ali bomo živeli na preživitveni ravni, ali bomo skozi v nekem boju z okolico, z okoljem, zunanjim, s telesom vlastnim in pa s časom, ali bomo dejansko se dvigali nad to, ker imamo to, zdaj že tudi strokovno dokazano, tako da ni nam treba verjeti nekim razsvetljenim mojstrom in duhovnim učiteljem in mistikom, ki dosegajo razne transcendentalne stanje skozi meditacijo. Zdaj imate še stroko, ki je to dokazala dejansko v preverjenem okolju. Dispenza tudi dejansko na svojih delavnicah vedno uporablja to merjenje pač možgansko in dokazuje, kako v bistvu lahko se
namen, da zdaj se mi izurimo in da smo roboti, ampak je predvsem namen ta, da spoznamo, da dejansko nosimo neomejeni vir potencialov v sebi in zakladov, da to ni zdaj nekaj, kar, ne vem, s tem smo mi že prišli in to že imamo, smo se skozi vsa ta leta življenja prepričali, v bistvu, da življenje je v bistvu to, kar mi doživljamo skozi naših 5 čutil, ampak to je v bistvu samo ta osnovna raven, ta fizična, je pa veliko drugih nivojev in resnic in svetov, s katerim se lahko povežemo, ko začnemo mehčati ta oklep tega, kar mi mislimo, da smo. In seveda ni to instantno, ne more se to zgoditi, mogoče nekdo lahko, mogoče, a veste, ker tudi to, kako hitro bo nekdo te stvari spoznal in začel uporabljati v praksi, je tudi odvisno od tega, kakšna je naša dojemljivost, kakšen je naš način razmišljanja, kakšna smo mi osebnost, a veste, ni vsak drugače reagira, mogoče nekdo rabi 1 leto, nekdo rabi 1 dan, jaz še zmeraj verjamem na procesa, da pač vseeno rabimo, ker če smo rabili toliko let življenja, da smo se izurali v tem, kar smo zdaj, potem verjetno rabimo nek čas, da spremenimo to in zaživimo nekaj drugega. Ampak je pa to knjiga, ki jo v bistvu tako bereš počasi, zaradi tega, ker je ogromno enih informacij, ki niso v skladu s tistim, kar mi že vemo. In preden mi to sprejmemo, vse jaz, sploh ta znanstveni del, ki je pač mora biti, v bistvu moramo ga tudi spoznati zaradi tega, da bi razumeli ozadje, ker če tega nimamo, potem niti ne rabimo dispenze, potem lahko gremo čisto z neko duhovno prakso v isto, na konc koncev. Ampak če gremo po tej varianti, je da poznamo to ozadje, da prepričamo tudi ta racionalni del naših možganov, da to je, da to drži, da to ni zdaj nek iz vzhoda prišlo, pa zdaj si to. Ampak drži, je to zdaj znanost potrdila. Tako da je kar nekaj takih informacij, za katere človek rab, da se usedejo, da jih sprejmemo, da o njih premislimo in da potem tudi dojamemo, kako vse preprosto in logično je. Potem je pa seveda 4 stopnje imamo, pridobivanje znanja, kaj smo rekli, preverjanje, pozornost pa ponavljanje. To so pač te 4 dejavniki, to so 4 stopnje, s katerimi moramo iti, če hočemo iti izven. Ampak, če hočemo preveriti, ali je res kaj onkraj tega, kar poznamo. Tako, hvala lepa. Mogoče se bo kasneje komu kakšno vprašanje porodilo, pa hvala lepa za vašo pozornost.